Dobro. Ok, torej, pristanišče Trst, torej, kdo vodi in kdo upravlja tržaško pristanišče? Seveda pristaniška uprava. To je zakon iz leta 1994, zakon številka 84, in potem je bila uvrščena reorganizacija in poenostavljanja leta 2016, 4. avgusta 2016 z zavrstnim dekretom. Ime pristaniške uprave, bom povedal v italijanščini, je Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale. Torej, gremo prevesti, zelo zanimivo, da bi se da sistem, ne? Torej, sistemska pristaniška uprava vzhodnega dela Jadranskega morja. In njena ključna so si sposodil prvo stran, odobravlja predstavitve in to pokažejo, ko grejo na sejem in to pokažejo. Piše Trieste in Monfalcone, torej Trieste, Trst in Tržič. Zakaj je tudi Tržič vmes? Prav zaradi te reorganizacije. Italija je država, to so govorili že pred 20 leti, ne, 100 pristanišč in 100 letališč, ne, to vsi bi želeli zaradi vse. A me slišite? Vedno spet vas smo prekinja, ne vem, kaj se dogaja točno. Ok. Poskusil mogoče, a zdaj me slišite boljše? Ja. Ok, pol je nekaj, kar ne gre z vezavkami. No, torej, govorili so že 20 let od tega, je Italija država 100 pristanišč in 100 letališč, ne? In vsi bi radi delali vse, tudi če so to zelo majhna pristanišča, zelo z velikimi limiti, kar se tiče ugreza ali pa površinami, tako da so v Rimu rekli, ok, gremo na eno sistemsko logiko in predsednik Zeno D'Agostino, ki je predsednik pristaniške uprave, poveljuje ne samo Trstu, vendar tudi Tržiču. Gremo malo pogledati, kako se predstavi pristanišče Trst, torej prvo pristanišče, kar se tiče železniških povezav v Italiji, to je La Spezia. Imamo na vhod Trst, potem pa bom pokazal, prvo pristanišče v Sredozemskem morju, 6. pristanišče v Evropi, tukaj je termin short sea shipping. To so kratke ladijske povezave vznotraj Sredozemlja, kar se tiče Trsta, Trst, Turčija, Trst. In celo 8 ur, kar se tiče totalnega, mislim, celotnega pretovora v tonah. Evo, potem dajo še nekaj prvi za kvaliteto življenja v Italiji. Gremo malo pogledati. Tako izgleda pristanišče danes, gremo iz leve proti desni, teh 6 krogov, ki sicer se jih ne vidi prav dobro, vendar bomo vseeno uspeli. Iz leve strani, torej Stara Luka. Staro Luko so začeli graditi leta 1868 in so dokončali leta 1883, potem so bili še določeni posegi do leta 87. Evo, trenutno v Stari Luki deluje samo še en terminal, ki je ta pravokotnik, to je Adria terminal, bodo prenehali z pristaniškimi dejavnosti. Kaj se je odločila mestna uprava mesta Trst? Da ta luka ni več sodobna, mislim, kratki, skladiščne površine niso več uporabne in zato ta luka bo med navednicami povrnjena mestu. Torej, so zgradili že en convention center, govori se, da bi tam en nov muzej postavili, vedno kot so naredili v Genovi, muzej morja ali pa celo več muzejev premestili tja, potem hoteli pa restauracije, pa zelo verjetno tudi ena marina in župan bi želel tudi eno pešpot, ki gre potem ob morju do Bakove. Trenutno je bistvenega pomena, pa in gremo drugi krog,
Pomole, ne, torej Pomol številka 5, 6 in 7, Nova Luka, ki je tudi prostocarinska cona. Na Pomolih 5 in 6 prihajajo te ro-ro ladje, torej ladje s tovornjaki, ki delajo linijo med Trstom in raznimi turškimi pristanišči. To linijo si je zamislil podjetnik Dario Samer in se je zgodilo nekaj čisto naključnega, ne, torej v Jugoslaviji v 90-ih letih. Tovornjaki, kamioni, ki so prihajali po Bosforju iz Turčije, po cestni povezavi Sofija, Beograd in potem večino so šli v Nemčijo, vendar pa tudi v Italijo. Seveda so iskali eno drugo pot in ta povezava se je potem izkazala za zmagovito in danes prihaja v 10 do 12 ladij tedensko, ki izkrcajo tovornjake, ki so na začetku iz Trsta ali Trst prihajali po cestnih povezavah. Dan danes večji del teh kamionov pa gre potem po železnici, ne, v te industrijske centre. 7. pomol pa je pomol za zabojnike, za kontejnerje. Ta terminal je bil dolga leta v krizi, kot je bila v krizi celotno pristanišče. Pristanišče je bilo v krizi, bi rekel, do leta 2010-2013. Medtem ko je na desni strani koprsko pristanišče zelo rastlo, Benetke tudi, in na Tirenskem morju Genova in La Spezia tudi. Zakaj Trst je bil v krizi? Trst je bil v krizi, ker je imel eno monopolistično organizacijo, kar se tiče železnic, ne? To vam bom potem pokazal ves ta intermodal setup Luke Trst. Torej, italijanske železnice so imeli monopol, drugi niso imeli vstopa v Luko in Luka v praksi ni bila konkurenčna. Gremo sedaj naprej, tudi zelo zanimivo, da je terminal za les, tako zvani skalvenjani. Iz tega terminala je nemška družba Hala Hamburg Hafen, ki ima terminal v Hamburgu, iskala, bi rekel, za 2-3 leta en terminal tudi na jugu, torej na severnem Jadranu. In oni so bili na reki, so bili večkrat v Kopru, so bili v Trstu, potem so dobili špediterja Parizija. Kar se tiče, sem govoril o investiciji nemške družbe Hamburg Hafen, ne, to je nekaj zelo važnega za Trst, da ko je špediter Parizi gradil ta terminal, to je logistična platforma, to je ime terminalu, in so ga pripojili terminalu za les in oni imajo sedaj, so večinski shareholder, ne, in to je njihov nov terminal, ki tudi dela s temi ro-ro ladjami, ki gredo in prihajajo iz Turčije. Tranzitni čas Trst-Turčija je 3 dni, ne, torej zelo kratek tranzitni čas in to so ta short sea shipping, ne. Moram pa povedati, da so v Italiji, ne toliko pristanišče Trst, kot leta nazaj iz Benetk poskušali narediti take kratke povezave z jugom Italije, ni jim pa uspelo, ne, je bilo preveč stroškov in vozarine so bile očitno preveč nizke. Potem gremo na izredno važen terminal, ki ni en komercialen terminal, vendar pa je naftovod, ne, Siot. Torej, to je tista pipeline, ki povezuje Trst z Ingolstadtom, ne, več kot 700 kilometrov in krije 90% potreb Avstrije, 50% Češke in 100% Bavarske in Baden-Württemberga. 45 milijonov ton na leto, ne, to ga upravlja družba Tal in to je zelo, zelo važen terminal v Trstu.
Še zadnji krok, kar se tiče pristanišča v industrijski coni, vidite ta bazen, ne, ta kanal, tukaj je en terminal, ki ga je najelo podjetje Wärtsilä, in pri vhodu na desni strani pa so podelili določena zemljišča Madžarom, ki naj bi v naslednjih letih zgradili en terminal. Rekel sem, da vodi in upravlja pristaniška uprava, vendar ne direktno. Pristaniška uprava izdaja koncesionarjem koncesije. Zato investitorji pridejo v Trst, naj bodo logistične družbe ali pa ladjarji, ne, in potem upravljajo določen pomol, terminal ali pa skladišča. Gremo zdaj pogledat situacijo, ki bi se lahko pripetila čez 10, 20 ali 25 let v Trstu. The Port Tomorrow, ne. Vidite sedanje stanje pomolov v sivi barvi in potem v teh plavkastih barvah pa te projekcije. Gremo malo vedno pogledati v novo luko, te pomole 5, 6 in 7 in vidimo, kaj vidimo? Vidimo, da te pomole bi lahko bili podaljšani ali pa bodo podaljšani, ali pa tukaj celo v tem projektu je en 8. pomol za kontejner, ogromen, to so investicije več 100 milijonov evrov. Evo, Trst ima z razliko od skoraj vseh italijanskih luk, luški urbanistični načrt odobren, ki so ga odobrili v Rimu, torej master plan. To je master plan Luke Trst. To je nekaj zelo važnega, zato ker investitor, ko pride v Trst, mislim, jaz dobim koncesijo na določenem pomolu in točno vem, kaj lahko naredim in česa ne smem narediti. Ne? To še ne pomeni, da bo vse, da bo v 5, 10 ali 15 letih, da bomo videli te podaljšane pomole, vendar bo, po mojem mnenju, nekaj podobnega. Na primer, 7. pomol, to je bilo že v medijih, bo 100 metrov podaljšan na začetku naslednjega leta bodo začela dela. Zakaj to? Zato, ker luka od leta 2015 deluje zelo, zelo dobro, kot je povedal prej ekonomist Gvarjančič. Pretovor je dober v Trstu, je dober v Kopru. Severno-jadranska pristanišča delajo dobro, tržišče je Srednja Evropa, Avstrija in primis, Češka, Slovaška, Madžarska, Bavarska in ta linija hodi vedno bolj gor proti Frankfurtu. Zakaj? Zato, ker tranzitni časi, bodisi za druga sredozemska pristanišča, sredozemske države, za Turčijo, za Egipt ali tudi za Daljni vzhod, je tranzitni čas zelo, zelo kompetitiven. Gremo naprej. Evo, rekli smo, da pristaniška uprava izdaja koncesije. Koncesionarji niso vsi Italijani, so tudi Italijani, vendar večinoma imamo tuje investicije. Na kontejnerskem terminalu imamo MSC, ki so Švicari, na Roro terminalih imamo DSDV, ena ogromna ladijska družba, ki so Danci, potem Turki, potem sem rekel Nemci, Hala, Hamburg Hafen, pa spet Švicari, pa potem tisti terminal od Wärtsilä, torej Finci in tudi, kot sem prej omenil, ne vem, če sem že rekel, Madžari. Torej, dosti tujega kapitala v Trstu. Gremo sedaj na eno bistveno točko, spet tile pomoli in v rdeči barvi boste videli na 5. in na 7. pomolu na levi strani in kar se tiče 6. pomolu na sredi, železnico, ki pride prav do pomola. Torej, ladja istovori, tovornjak ali kontejner in kontejner lahko gre na železnico. Potem železnica se povezuje, ima eno notranjo železniško postajo, kateri meje Campo Marzio, ker praktično ta predel Trsta mu je ime Campo Marzio,
In vidite, tukaj je napisano 110 milijonov evrov, to je investicija italijanskih železnic za posodobiti in predvsem za povečati kapaciteto. Potem tukaj sta dva tunela, ker drugače bi lahko kdo vprašal, ok, in potem jaz, ko pridem v Trst, ne vidim teh vlakov, zato ker sta dva tunela, ki potem preskočita praktično mesto. Evo, na tej mapi vidite v dolgi črti vidite cestne avtocestne povezave in v črtkanem pa vidite železniške povezave. In potem se gre ali direkcija proti Italiji in Trst je povezan s Pordenonom, z Padovo, z Milanom, z Brešo, torej z zelo važnimi industrijskimi conami v Italiji, ali pa Pontebba, Villach, Bischofshofen, Salzburg, München, ali pa Trst občine, postaja Vila Opicina, Italija, Slovenija, Sežana, Ljubljana in potem Maribor, ali na levo gor proti Špilfildu, Werendorf, Graz, Dunaj, Brno, Praga, ali pa desno, torej Budimpešta, Dunajska Sreda in Košice. Evo, to je, kar se tiče železniških povezav in gremo pogledati ta intermodal setup Luke Trst. Če bi vam pokazal intermodal setup Luke Trst leta 2005, bi moral potegniti samo eno črto Trst-Villach. In še tista povezava ni bila dobra. Evo. Danes vidite, da Trst povezuje celo Srednjo Evropo in kar se tiče tovornjakov, ker so tovornjaki, ki potem iz Turčije izkrcajo v Trstu in grejo do Rostoka in Kijela za iti potem spet na trajekt za Veliko Britanijo, za skandinavske države, vidite, koliko vlakov, kakšno železniško povezavo ima danes pristanišče Trst. Bom še nekaj povedal, kar mislim, da je zelo važno, kar se tiče Villacha, s katerim ima Trst zelo dobre odnose s terminalom v Furnicu. In to je dnevna železniška povezava. Sedaj, dajmo malo potegniti eno črto in skušamo razumeti, v kakšno smer gre ta razvoj pristanišča Trst. Torej, kot vidite, pristanišče Trst, takoj za pristanišče je zelo ozko in za pristaniščem je mesto. Torej, gotovo se ne moramo širiti proti mestu, vendar pristanišče se bo širilo proti morju. To je prva karakteristika. Zakaj? Ker je vedno več pretovora, torej je treba povečati kapaciteto na pomolih in na terminalih. To kaj pomeni, da bo vsak pomol terminal lahko imel več ladij istočasno in predvsem večje ladje, ker ladje so pač vedno večje. Na pomolih bo vedno več pretovora. Kaj pomeni to? Da je treba višati tudi kapaciteto, infrastrukturo železnice in to Trst dela. Zato, ker teh 110 milijonov pomeni, da na tej postaji postavljajo druge železniške tire, avtomatizirajo vse, tako da bo kapaciteta večja. Potem vem, da to zanima zelo Fabriciota in tudi mene. Kot vidite, prej sem povedal, grem spet na to, oprostite, evo na to zdaj, da je luka zelo ozka. Luka ima določene skladiščne kapacitete, večinoma v novi luki v Trstu je kava v teh skladiščih, ni pa to dovolj. In glede na to, da se luka ne more širiti proti kopnemu, je pristaniška uprava, vidite tukaj, Frieste, evo, to je v Dolinski občini, ki je večinsko slovenska občina. Tukaj je podjetje Wärtsilä, finsko podjetje, ki dela električne motorje, zelo težke, velike motorje. Oni so 2/3 njihovih skladišč, ki jih ne več uporabljajo, to so ogromna skladišča, skoraj 80.000 kvadratov. Praktično jih je potom ene kontrolirane družbe kupila pristaniška uprava in dala na razpolago
mislim, tržišču, ne, raznim špediterjem, da lahko njihovo blago dajo v ta skladišča. Zato to je prvi korak. Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina ima tudi terminal na Fernetičih, ki že dobro dela, terminal v Črvinjanu, ki ima zelo dobro železniško povezavo, in po mojem mnenju tudi Filah Furnic bo višal skladiščne kapacitete, ker je tako dobro povezan z luko, da v par urah ima ta dnevni vlak. Evo, to je z moje strani vse. Jaz se vam zahvalim za vabilo, magister Hren, in sem na razpolago za katerokoli morebitno vprašanje. Hvala lepa za vaš prispevek, gospod Filipčič. Imam dve vprašanji, ki sta med sabo zelo tesno povezani. In Deutsch, wer sind die Investoren, also kdo so investitorji? In drugo vprašanje glede investicij v terminali in železnice, kakšno je zanimanje kitajskih investitorjev, ali sploh obstaja v tem delu Evrope? To zadnje je eno zelo zanimivo vprašanje, ker to se je govorilo v Trstu na vseh medijih, ne, ali bojo prišli Kitajci, ne, ker Kitajci ne smejo priti, ne. Kar se tiče investicij, lahko povem, da že vsi najvažnejši terminali v Trstu imajo eno koncesijo za dolgoročne koncesije. Evo. To še ne pomeni, da ta ladjar, državni kitajski ladjar COSCO, ne bi lahko recimo prišel noter v kakšen terminal, vendar trenutno ne vidim te možnosti. Kitajci so že 8 let nazaj investirali ogromno denarja v pristanišče Pirej. Če me lahko še enkrat reče zadnji stavek, pa se je sredstvo prekinilo. COSCO, pravim, da Kitajci so investirali ogromno denarja, že 8 let od tega, v pristanišče Pirej. In od tam poskušajo delati vlake proti zahodni Evropi. Vendar kljub temu prihajajo z njihovimi ladjami v Trst, v Koper in na Reko, ker je pač cenovno dosti bolj kompetitivno. Evo, to vam lahko povem. Zato potem še nekaj bi želel dodati glede vašega vprašanja. Prej sem povedal, da je bila luka v letu v težavah in eden od teh razlogov je bila, da ni bila kompetitivna, kar se tiče cen, kar se tiče železnice, ker je bil tam monopol italijanskih železnic. No, danes je prvi operater v Trstu, daleč prvi, je Rail Cargo Austrija, torej avstrijski državni operater. Potem imamo Metrans, to so Čehi, potem imamo Poljake, imamo Kombiverker, ki so Nemci. To pomeni, da kar se tiče železniških operaterjev, je ogromno družb, tudi zelo važnih, ki se danes poteguje, da bi ustvarili nove železniške povezave z pristaniščem Trst. Še nekaj sem se spomnil in bi rad povedal, glede da smo tukaj, še eno zelo kratko primerjavo o razvoju med pristaniščem Trst in pristaniščem Koper. Torej, rekli smo, da Trst se razvija proti morju. V Kopru trenutno daljšajo njihov kontejnerski terminal. Tudi v Kopru je točno isto. V Trstu višajo kapaciteto, železniške kapacitete z novimi tiri v notranji železniški postaji, Luški. V Kopru gradijo drugi tir celo. Torej, isto. V Trstu gledajo na to, za imeti nove skladiščne kapacitete, glede na to, da se jih ne da imeti v luki, v zalednih terminalih izven luke. Luka Koper se širi proti Ankaranu. Torej isto. Torej strategija pristanišča Trst in pristanišča Koper je popolnoma ista.
Glede tega, da sta pristanišči si zelo blizu, ne, bi rekel, je tu kakšna konkurenca, ali kako to funkcionira? Mislim, je kakšen razlog, zakaj bi šel v Trst, zakaj bi šel v Koper, zakaj bi šel v Reko? Torej, Trst in Koper sta, kar se tiče kontejnerjev zabojnikov, v popolni konkurenci. Imajo zelo podobne železniške povezave, mislim, tržišče tistih 5 držav Srednje Evrope, med katerimi je Avstrija najvažnejša. Povezave so res enake, cenovno smo tam. Večina ladij mora krcati in skrcati v obeh pristaniščih. Zato, ker, gledajte na naslovnici, ta je največja ladja, ki prihaja v Trst iz Daljnega vzhoda. Ne prihaja samo v Trst, ta ladja prihaja v Koper, Trst in na Reko. Če bi ta ladja, to so ladje od 16.000 TEU-jev, 365 metrov dolge, torej na Severnem morju v Trstu se lahko veže samo ena taka ladja. Že Rek se ne more, kar je bil pomol prekratek, samo da razumete. In ta ladja, če bi želeli ves pretovor te ladje izkrcati samo v Trstu ali samo v Kopru, to bi bilo nemogoče, ker bi bila luka prenasičena, koprska ali tržaška, in bi torej pristanišče trpelo hude probleme. Okay. Skratka, v bistvu vprašanje kapacitete, ki je na voljo. Kapaciteta. Govori se o prostoru in treba imeti dosti več prostora, bodi si na pomolu, bodi si kar se tiče železnice. Če jutri pride nova stranka, na primer avtomobilska firma, ki dela na Češkem ali na Poljskem, kar je realno, in iz pristanišča Puzan uvaža dele, in torej recimo 5.000 kontejnerjev, oni rečejo, ok, mi bi namesto Hamburga radi prišli v Trst ali Koper, kaj nam lahko garantirate 3-4 železniške povezave na teden? Če nimaš kapacitete, ne moreš imeti pretovora. Ok. In običajna pot iz Trsta je bolj proti severu ali proti vzhodu v smer Ljubljane? V kakšnem smislu proti severu? Ne, mislim, zdaj po Kanalski dolini smer Beljak, ne? Ali bo čez Slovenijo? Ne. Tisto, kar gre na Salzburg in na München, gre čez Beljak. Če se gre pa na Češko, Slovaško, Madžarsko, Gradc, se gre po Sloveniji. Ja. Dobro. Dodatnih vprašanj? Ja, prosim. Sem vas prekinil, prosim. Ne? Ne, jaz sem končal. Ok, dobro, če ni več dodatnih vprašanj, zaenkrat imate še šanso, so še vsi ljudi tukaj. Če ni tako, se zahvaljujem vsem govornikom današnjega webinarja. Zahvaljujem se tudi za razumevanje, za tehnične, bom rekel, težavce, ki smo jih imeli. Sicer nam omogoča tehnika, da imamo zelo dobre predavatelje z cele regije danes tukaj in tudi zdaj 2 tedna. Včasih pač ne sodelujo tako, kot bi si to želeli. Ne glede na to, s tem smo danes zaključili našo trilogijo Gospodarstvo skozi čas, kjer smo spoznali izzive in priložnosti, ki so ljudem nastali iz političnih potresov 20. stoletja, in danes smo imeli tudi malo pogled na potenciale prihodnosti. Videli smo tudi, da so današnji dobri sosedski odnosi med narodi in državami, ki smo jih tako vajeni, izjema v zgodovini in ne standard. So težko zasluženi in niso samoumevni. To nam kaže ravno današnje novice, ki so dejansko malo skrbi vredne. Tega se je treba zavedati in menim, da je ravno čezmejno gospodarsko sodelovanje igralo pomembno vlogo pri okrevanju v tej regiji. S tem se še enkrat zahvaljujem za sodelovanje, posebno še tistim, ki nam sledite že 3. Pridite dobro domov, če še niste doma, in ostanite zdravi.
Hvala lepa. Hvala. Hvala lepa, nasvidenje. Lep večer vsem.